Lepo pozdravljeni. Na predvečer praznika občine Ivančna Gorica so na osrednji prireditvi na Jurčičevi domačiji na Muljavi 6 nagrajencem podelili priznanja in nagrade za leto 2021. Novi častni občan je upokojeni brigadir Slovenske vojske Marjan Balant. Pa spoznajmo nagrajence. Najvišje priznanje si je Marjan Balant prislužil za izjemne zasluge med vojno za Slovenijo, za ohranjanje spomina na osamosvojitev ter za uspešno delo na področju zaščite in reševanja, preventive in vzgoje v cestnem prometu ter družbenega življenja v občini. To je zahvala za prispevek vseh, ki so me spremljali in podpirali, poudarja nagrajenec. Moram reči, da sem imel okoli sebe čudovite sodelavce, kateri so me podpirali v mojih prizadevanjih, in priznanje, ki sem ga jaz prejel, smatram tudi kot priznanje za prispevek vseh teh ljudi, ki so me spremljali skozi moje dolgoletno prizadevanje. Brez njemu podobnih ljudi tega, kar imamo danes, ne bi imeli. Mi smo izjemno ponosni, da je naš krajan in da je tudi izven svojega delovnih obveznosti vedno našel čas za domači kraj in za udejstvovanje tako v društvih na področju civilne zaščite, kot tudi zdaj na področju vzgoje in preventive v cestnem prometu. Tudi ostali nagrajenci so vsak po svoje na svojih področjih, seveda vsi delovali prostovoljno, pa vendar vsak zase izjemno zaznamovali tako področje dela, na katerem so delovali, kot tudi kraj, v katerem so delali. Nagrado Zlati grb občine je prejela Kmetijska zadruga Stična za uspešno 60-letno delovanje ter doprinos k ohranjanju in razvoju kmetijstva in gospodarstva v občini Ivančna Gorica. To je vsekakor spodbuda še za nadaljne delo. Kmetijstvo se vedno nekako srečuje z veliko problematiko, sicer je zelo pomembna kmetijska panoga za moje pojme. To je ena od glavnih panog kmetijstva in seveda tudi zelo pomembna za turizem, tudi v naši občini. In se trudimo, da se pač maksimalno angažiramo in pomagamo našim kmetovalcem. Zdi se mi, da nam kar nekako uspeva. Naša občina je zelo lepa občina, tudi po zaslugi naših pridnih kmetovalcev, ki res z veliko vnemo kmetujejo in obdelujejo te svoje kmetije. Župan je v slavnostnem nagovoru orisal delo občine v minulem letu, ko so obeležili 25-letnico obstoja. Smo začeli praktično iz nič. Nobene infrastrukture praktično na celotnem področju ni bilo. Vse je bilo treba zgraditi na novo in če vemo, da smo zelo velika občina z 134 naselji, da je bila ta naloga še težja. V letih samostojnosti smo se strmo dvigali na lestvici najbolj razvitih slovenskih občin in danes se s ponosom uvrščamo med 15 najbolj razvitih slovenskih občin. Častni občan je zelo ponosen na svojo občino. Slogan Prijetno domače pove svoje. Moram reči, da se občina v zadnjih letih zelo razvija. Vodstvo občine skrbi za prebivalce in za vsa področja dela, ne samo družbeno, kulturno, ampak tudi na razvoju infrastrukture je narejen velik napredek in tudi, ko poslušamo načrte za naprej, vidimo, da je občina kar lepa prihodnost pred občino in občani, ki živimo tukaj. Izzivov za naslednje leto in tudi za naslednja leta še precej. Zavedamo se, da delo ne bo nikoli končano. Je pa užitek delati v občini, kjer je toliko ljudi pripravljeno storiti nekaj za skupno dobro, vsak za svoj kraj. In posebno priznanje, ki smo ga dobili letos, prostovoljstvu prijazna občina, pa nekako to vse skupaj nadgradi. Podelili so tudi nagradi Josipa Jurčiča. Kip Josipa Jurčiča so izročili vsestranski ustvarjalki Dragici Šteh. Nagrada Josipa Jurčiča pa je pripadla domačinki iz Muljave Antoniji Sever. Plaketo Antona Tomšiča so izročili Jožetu Miklavčiču, plaketo Mihe Kastelica pa Branku Glavanu.
Na domačiji Josipa Jurčiča so sicer naslednji večer v sklopu občinskega praznika pripravili osrednjo slovesnost Jurčičevega leta 2021. To je posvečeno 150. obletnici začetka Jurčičevega urednikovanja pri časniku Slovenski narod. Župan Dušan Strnad je izpostavil, da je njihov rojak pustil izjemno literarno zapuščino. Hkrati je bil pomemben glasnik vrednot, ki so pomembne tudi danes. Skrbi za slovenski jezik, domoljubja in medsebojnega spoštovanja. Ko se v Ivančni Gorici pogovarjamo o kulturi, je vedno in o zgodovini in o domoljubju, je vedno nanese beseda na Josipa Jurčiča. Kar nedvoumno potrjuje geslo letošnjega Jurčičevega leta Jurčič nas povezuje. Josip Jurčič ima vsekakor velik pomen tako za vse Slovence kot za vaš kraj. Bil je vsekakor velik pisatelj, napisal je prvi roman, s katerim se lahko hvalimo vsi Slovenci. Mislim, da je poskrbel, da je slovenska beseda se širila tudi izven meja, ne zgolj samo doma. Jurčičevo življenjsko, literarno in časnikarsko pot prikazuje tematska razstava Od Pajštbarjeve bajte do muzeja in naprej, ki govori o razvoju Jurčičeve domačije in je na ogled v galerijski sprejemnici na Jurčičevini. Razstava je namenjena nekemu pregledu dosedanjega dela na Jurčičevi domačiji z vidika ohranjanja kulturne dediščine. Se poskuša predstaviti razvoj same domačije od začetka do danes, hkrati pa vse posege, ki so bile v teh 70 letih na domačiji izvedeni v smislu varovanja. Letos, kot rečeno, mineva tudi 150-letnica urejanja časnika Slovenski narod. Josip Jurčič je delo urednika opravljal odgovorno in vestno. Občina Ivančna Gorica je že pred vrsto leti prepoznala pomembnost tega datuma, zato 29. maja vsako leto praznuje svoj občinski praznik. Je pa ta datum pomemben, ker je Josip Jurčič na nek način s tem postavljal tudi temelje uredniškemu in časnikarskemu delu. Jurčičeva domačija je v vseslovenskem Jurčičevem letu središče dogajanja, povezanega z izjemnim literatom. Lampretova upa, da bodo v drugi polovici leta načrtovane dogodke in prireditve lahko izvedli v živo z obiskovalci. Sicer pa Jurčičeva domačija je odprta vsak dan v tednu, ponuja vodene oglede Jurčičeve domačije, vabi k filmu, vabi k ogledu literarne zbirke, imamo tudi neko novo ponudbo delavnic, Kamišibaj gledališča. Vsekakor lahko vsak obiskovalec pri njih doživi nekaj lepega, je prepričana Lampretova. Tudi v občini Šentrupert so praznovali. 2. junija obeležujejo dan dograditve cerkve svetega Ruperta, največjega kulturnega spomenika občine. Kot vselej so občinski praznik izkoristili za podelitev priznanj zaslužnim na več področjih. V deželi Kozolcev smo spremljali slavnostno sejo z bogatim kulturnim sporedom. Zbrane je nagovoril župan občine Šentrupert Andrej Martin Kostelec, nam pa zaupal, na kaj je v zadnjem letu najbolj ponosen. To, da smo vsaj zapadle obveznosti in stare dolgove delno že poplačali, to je nam olajšalo delo v občinski upravi. Po drugi strani sem pa vesel, da smo lahko začeli neke vlaganja v investicije, kar je nujno potrebno, v komunalno infrastrukturo, tudi kulturno infrastrukturo. Tako da smo nekako naredili že prvi korak v smer razvoja celotne občine. Ta pa ima 4. častnega občana, to je Jože Ramovš. Najvišje priznanje je prejel za posebne zasluge in dosežke na področju gerontologije in socialnega dela ter za izjemne prispevke na znanstvenem področju. Ja, mi je velika čast. To je že ime pove, pa res mi je velika, pa tudi presenečenje. Pred par dnevih sem to zvedel, skoraj presenečenje. Je pa tudi dolžnost. Tako da, če bom lahko še kaj naredil, zlasti za to, da tudi Šentrupert dobi svoj dom za stare, pa integrirano dolgotrajno oskrbo, to vsaka občina zasluži, bom z veseljem delal. Doktor Jože Ramovš seveda
zaznamuje našo občino z svojim znanjem, z njegovo prepoznanjem, ne samo po celi Sloveniji, ampak tudi drugje po svetu. Za nas je pomemben človek v tem trenutku, ko se pripravljamo, da bomo tudi mi pripravili neko oskrbo, dolgotrajno oskrbo za starejše občane. Pri izvedbi tega projekta bodo njegove izkušnje zelo dobrodošle. Ja, od 90. leta je v Evropi to pravilo, da kjer je potreben vrtec, je enako ali pa še bolj potreben dom za stare. Ker če ne treba, stare ljudi onemogle, ki najbolj rabijo svoj kraj, spomine za korenje, izvažati kot begunce nekam v industrijske objekte skupne za cele pokrajine ali državo, to je najbolj nehumano. Župan je priznanje občine podelil kmetiji Kurent za dolgoletno skrb za ohranjanje bogate dediščine in pričevano življenju na kmetih. To priznanje nam veliko pomeni kot za družino, kot za občino, kot napredek turizma. Se še izpolnjujemo in izobražujemo za razne stvari, tako da smo zelo ponosni kot družina, da smo prejemniki tega priznanja. Tudi Bojan Brezovar je prejel priznanje občine Šentrupert in sicer za dolgoletno prostovoljno delo na področju pohodništva, varstva narave in turizma. To priznanje mi pomeni za vse tisto, kar sem recimo v 30 letih naredil za Šentrupert. Zmeraj sem se trudil, da bi Šentrupert na nek način postal prepoznaven za vso to zgodovino. Listino občine pa so ob 10. obletnici delovanja podelili vokalni skupini Lilit za pevsko poustvarjanje domačih in tujih pesmi ter za dvig prepoznavnosti občine Šentrupert. Listina občine Šentrupert je za nas eno veliko priznanje za naše preteklo delo. Hkrati je ena taka zelo lepa spodbuda za naprej. Vesele smo, počaščene smo, da nam je občina Šentrupert namenila to čast. Hkrati pa se veselimo še nadaljnjih vseh uspehov in pesmi, ki jih bomo zapele še z veseljem vnaprej. In začele so že takoj po prejetju priznanja ter dokazale, da je šla listina upravičeno v njihove roke. V Šentrupertu bodo s športnimi, kulturnimi in drugimi prireditvami obeleževali občinski praznik vse do 3. julija. Po poti slovenske bakle je projekt, katerega nosilec je Olimpijski komite Slovenije. Športniki od 3. maja do začetka julijskih poletnih olimpijskih iger v Tokiju v spodbudo našim športnikom nosijo baklo po vseh 212 slovenskih občinah. Poglejmo, kako so olimpijski ogenj dočakali v nekaterih dolenjskih občinah. Šentjerne je športni kraj, v katerem so ponosni na številčno generacijo nekdanjih in tudi zdajšnjih uspešnih športnikov. Kar nekaj se jih je zbralo in z olimpijsko baklo priteklo na igrišče tamkajšnje osnovne šole, med njimi je edini olimpijec, danes podžupan in predsednik atletskega kluba Jože Vrtačič. V slovenski štafeti 4x400 metrov je leta 2000 tekel v Sydneyju. Za vsakega športnika so olimpijske igre nekaj, kar lahko sanja vsakega, razen še olimpijske medalje seveda. In to so bili moje najlepša leta. Z veseljem se jih spominjam, tako kot danes sem vse to podoživljal. Tradicionalno imamo ogromno mladih športnikov. Tako kot zdaj imamo naše najbolj uspešne Klara Lukan, kot bivši, kot jaz, kot Maja Nose, Aleš Tomič in ostali, tako da rokomet je bil včasih zelo močan v Šentjerneju in upam, da bomo to spet oživeli ga, nogometni klub, tako da šport je v Šentjerneju prisoten. Zgleda, da bo to šlo naprej, ker pogoji so taki, da se da in odvisno od tega, kako bodo to ti trenerji delali in z njimi potem napredovali. Pravi živa enciklopedija zgodovine športa v občini. Lep je občutek, poudarja nekdanji olimpijec Jože Vrtačič, da mladi rod na čelu s Klaro Lukan uspešno nadaljuje športno pot. Na občini se zavedamo, da šport potrebuje podporo, poudarja župan Jože Simončič. V ta namen želi občina tudi v prihodnjih letih še nekaj več vlagati v šport in športne objekte in s tem računamo tudi na še večjo aktivnost, tako šolske mladine, predvsem pa tiste izven šole in pa tudi starejših.
Tako nameravajo v letu 2023 obnoviti tartansko stezo na stadionu, letos pa se lotevajo projekta izgradnje nove športne dvorane. Iz Šentjerneja je olimpijska bakla nadaljevala pot v sosednjo občino. Prek 180 tekačev je simbolnim sporočilom Imamo olimpijske sanje teklo skozi Novo mesto. Začeli so v olimpijskem centru v Češči vasi, odkoder so jo kolesarji pripeljali do Župančičevega sprehajališča. Bakla je pot nadaljevala mimo športnega parka Loka do glavnega trga. Med tekači smo zasledili številna znana športna imena, tako z lokalne kot državne ravni. Prihod bakle smo spremljali tudi v Topliški občini, kjer je teklo približno 50 tekačev. Več kot 5000 tekačev naj bi nosilo to olimpijsko baklo v Sloveniji, vsak svojo poljubno razdaljo. Njihov spomin bo neprecenljiv, ker bakla predstavlja trdnost, modrost, povezovanje in upanje. In tega jim želimo, našim olimpijcem in olimpijonikom, še vnaprej v obilju. Zdrav duh v zdravem telesu je tisto, kar na nek način izpostavlja olimpijski duh, olimpijske igre, konec koncev, ki jih doživljamo vsake 4 leta, vsake 2 leti, kakorkoli že. Lansko leto smo bili nekoliko hendikapirani glede tega, vendar pa še zaradi tega je današnji dogodek morda še bolj pomemben. V občini vlagajo tudi v zdravje, poudarja Volk. In v turistično infrastrukturo. Kar nekaj pomembnih projektov smo naredili v preteklosti. Kakorkoli že izpostavljam pa vedno ljudi, društva, ki delujejo na področju športa in tudi v tem primeru si pomagamo en drugem. Mladim je vlival športnega duha Marcel Rodman. Mojih 2 nastopov na olimpijadi se zelo lepo spominjam. S ponosom sem nastopal in v Soču in v Pjongčangu. Ta, ko ne rečem, olimpijski duh ali pa ta občutek na olimpijskih igrah, biti del te zgodbe je res nekaj neverjetnega. Olimpijsko baklo so resnično prisrčno sprejeli v občini Mokronog Trebevno. To je prišlo še posebej do izraza v gostoljubju domačinov in ob spremstvu našega športnega junaka Primoža Kozmosa. Domačini so si lahko baklo ogledali in iz prve roke prisluhnili številnim olimpijskim zgodbam, ki jih je poleg Kozmosa delila domačinka Niki Norčič. Ta se je v svoji disciplini judu udeležila zadnjih mladinskih olimpijskih iger. Jaz sem bila zelo vesela, ker sem lahko šla na to, pa res zelo lepo je bilo pripravljeno vse. Tako da, ja, zelo veselo in upam, da bom lahko še šla. Mislim, da so takele, recimo, ko je tale prireditev in vse pokazatelj, da šport pač ima svojo veljavo in da to ljudje potrebujejo in da je to res ena pozitivna stvar, kateri treba dati čim več pomena tudi še v prihodnje. In upam, da bo tudi naši otroci lahko to doživeli, tako smo tudi mi. Škratje Mokronožci pa so z akademskim kiparjem Jernejem Malijem ušpičili nekaj posebnega. Mi smo izkoristili to baklo olimpijsko tudi zato, da smo vzeli odtis stopala desne noge Primožu Kozmosu kot enemu pomembnemu olimpijodniku iz tega lokalnega prostora. Neka ideja je, da bi ta odtis Primoža namestili v starigrajski turn, strelov turn, ki ga imamo v lasti in da bi iz tega naredili neko turistično zanimivost. To je bil pravi praznik športa v občini, ki so se mu s športnim dnem pridružili vrtčevski in osnovnošolski otroci. Sam dogodek je bil res tudi po zaslugu lepega vremena in številnih udeležencev, nosilcev te olimpijske bakle uspel in je krasno je bilo. Ljudje so se dobro počutili, nosili, vsak je hotel biti čim bližji bakle. Na koncu so baklo predali članom kolesarskega kluba Dolenjska Balanca, ki so z njo odkolesarili v sosednjo občino. Vsekakor čestitke vsem nekdanjim uspešnim športnikom, mladi generaciji pa čim več elana za nove dosežke.
Zadnja majska sobota je bila v Trebnjem zelo športno obarvana. V mesto je prispela slovenska olimpijska bakla, rokometaši Trima so potrdili drugo mesto v državnem prvenstvu, podelili pa so tudi priznanja najboljšim športnikom občin Trebnje in Mirna za leto 2020. Člani Športne zveze Tim, ki povezuje občini, so v novem športnem parku v Trebnjem zaradi izboljšane epidemiološke slike le lahko pripravili in izvedli prireditev Športnik leta 2020. Prav zadovoljen sem, da korona počasi popušča, da se sicer držimo še teh ukrepov, vendar pa to so prvi dogodki in te so najbolj sladki, to se pravi po dolgem zaprtju. Seveda veseli me, da smo danes pod streho dali prireditev priznanja športnika leta občin Mirna in Trebnje in seveda veliko zadovoljstvo mi je, da občina Trebnje in občina Mirna na tem področju sodelujemo že od samega začetka in da lahko podeljujemo skupaj priznanja najboljšim športnikom iz obeh občin. V ženski konkurenci so naslov športnice leta 2020 podelili atletinji Aniti Horvat, državni prvakinji v teku na 400 metrov. Priznanje je zaradi odsotnosti tekačice sprejela njena tašča. Športnik leta 2020 pa je odlični rokometaš Miha Zarabec, slovenski reprezentant in član nemškega Kila. O tem se je tudi oglasil. Jaz se tudi zahvaljujem ki sem prejel to nagrado. Moram reči, da mi res veliko pomeni, sploh to leto, ko ni bilo vsem enostavno, da smo še vsem lahko naprej trenirali in igrali in se izborili, da smo prišli do tega, kar smo in hvala lepa vsem. To je samo en rezultat dobrega dela. Športna ekipa leta 2020 je rokometni klub Trimo Trebnje, ki je v prejšnji sezoni državno prvenstvo končal na 3. mestu. To nam je dokaz, da to, kar delamo, naše dolgoletno delo prinaša rezultate. Zagotovo to ni rezultat samo dela v letu 2020, je pa bilo leto 2020 čudovito. Še čudovitejše pa je leto 2021, saj so ravno na dan podelitve dosegli največji uspeh kluba. Državno rokometno prvenstvo so končali kot podprvaki. V bistvu je bila kar gužva, ker so se dve stvari hkrati pokrivale, drugače pa ja. 2021 je bila nadgradnja 2020 in mi se ne mislimo tukaj ustaviti. Ambiciozno tako zrejo svetlo rokometno prihodnost. Na prireditvi so podelili tudi priznanja najboljšim mladim športnikom, športnim delavcem in posebna priznanja za športne dosežke. Vsi pa so še kako ponosni na številne vrhunske športnike iz tega okolja. Mislim, da to ni slučajno, to se pravi, prvič imamo odlične učitelje športne vzgoje, ki motivirajo mlade in pa mlade, ki so sorazmerno zagnani. Lahko rečem, da je izjemnih športnikov tudi zaradi tega, ker jim nudimo dobre pogoje za treninge, ker obe občini namenjamo nekaj sredstev za športno dejavnost in seveda, kjer so sredstva, kjer je volja, kjer so pogoji za športno udejstvovanje, tam pridejo tudi rezultati. Imamo izjemno veliko potencijala, sploh v našem Trebnjem. Mogoče se niti ne zavedamo, koliko je dobrih športnikov, koliko je dobrih trenerjev, tako da moramo izkoristiti in gre pa skupaj naprej. Za svetlo športno prihodnost se zelo trudijo v obeh občinah. Ob vsej urejeni športni infrastrukturi načrtujejo tudi povezavo Trim stez Trebnje in Mirna. Vsi, ki želijo se rekreirati, imajo priložnost na teh športnih objektih igrati košarko, nogomet, odbojko na mivki, tenis in tako dalje. In seveda prav rekreacija pomeni to, da v naših občinah, obeh občinah prebivalci, občani živijo zdravo. Šport pomeni tudi zdrav način življenja, pomeni tudi manj obiskov pri zdravniku, pomeni tudi, da se pravi, bolj gibljivo starost in lepšo starost oziroma pozna leta. S športom torej v boljše in daljše življenje. V športnem duhu smo pripeljali oddajo do konca. Lep pozdrav do prihodnjič.